Če kakšna malenkost, tam je nevilca, ki je... Imamo tlele en primerek, 60 let nespremenjen ali pa skoraj nespremenjen industrijski izdelek, pa zraven pa njegovega malo mlajšega brata, oziroma... Ja, mlajšega po tehniki. Ja, po tehniki malo mlajšega, s tem, da ima disknete zavore spredi, pa električen vžig, to je pa vse. Ja, ima še par stvari. Menjalnik je šel na levo, ne? Ja. Pri tem je še na desni. Potem glavo ima drugačno, to so razvili Avstrijci in Švicari za naročnika iz Indije. To je lean burn stroj, se pravi na osiromašeno mešanco. To pomeni, da ima tudi dva katalizatorja, kar se sicer ne vidi, pa precej manjšo porabo. Ta je tam med 4,5 pa 15, on pa 2,8 do 3 litra na 100 km, kar je rekel za naš boj, ne, za čim boljše ozračje in okolje prav gotovo primerno. Še vedno pravim, da so motorji boljši zaradi tega, ker manj porabijo, vozijo pa ravno tako enega človeka kot avtomobili. Tudi če avtomobile pogledamo, največ dva, pa je že veliko. Ja, te motorji so zanimivi, so neke vrste dinozauri, ne, v tem motorističnem svetu. Zelo dolgo so zdržali. V bistvu, če nismo malenkostni, so že tam od recimo začetka druge svetovne vojne enaki. Vsaj ta je recimo takšen, da ga težko ločiš, in ena zanimivejših reklam za Enfield je ravno ta, da so na istem lepaku motorji iz leta 47, 51, 60 in tako naprej. In seveda na sliki je en in isti motor. Ne. Jih pa delajo seveda še vedno, ker proizvodnja, mislim, da je kar velika tam po različnih podatkih, okrog 40,000 na let za indijsko vojsko, za policijo in za druge javne službe, se pravi tudi za veterino, pošto, pa ne vem koga še vse. No, tudi Rdeč križ jih rabi, ne. Tako da... Osnovno prevozno sredstvo Indije. Ja, osnovno prevozno sredstvo Indije in tam bližnjih dežel. No. Ampak so pa kar priljubljeni tudi v Združenih državah, no in tudi v Evropi. Celo v Sloveniji jih je kakšnih 20 zdajle, recimo takih, za katere vemo, da se vsaj občasno pojavljajo na cesti. Kakšnih 10 jih je pa redno na cesti. Tata zelen je bil prvi, koliko let ga že imate? Tega sem leta 2000, mislim, da kupil, drugače 97 letnik. Je stal pri uvozniku ta 3 leta in je bilo treba zelo kmalu pol menjati gume. Ne. To pomeni, gume tudi če 3 leta stojijo, so fuč. Oziroma so tako trde, da tudi po 10,000 kilometrih se nič ne vidi, da so kaj vozile. So pa zelo nevarne, ne. To je to. Tako da gume je treba menjati pač na začetku sezone. Tudi pri tem, čeprav jih ne izrabi, ne, ker pač ni hud motor. Ne. 500-kubična mašina prenešena na motor. Ta ima 22 konj, ona jih ima pa 25, ima malo bolj poskočen je vse in ta nov. Ampak ni razlike, kakšne bistvene. Mogoče je malo lažje zavoziti zaradi tega, ker ima pač te, rekel zdaj, standardni menjalnik, pa 5 brzin, tam ima še 4 brzine, no. Tudi to je razlika v menjalniku. Pa še nekaj, plinske blažilnike ima zadaj, tam ima pač navadne oljne. Še kakšna drobnarija bi se našla, no. Ampak res, že na videz se vidi, da kakšnih velikih razlik ni. Ja, umetnost. Je pa primeren za naše ceste, ker več kot 100 tako ne gre. In je, evo,
že sam po sebi je znotraj pravil, ki nam jih postavljajo.